Dovolite mi, da se najprej zahvalim dosedanjemu načelniku, generalmajorju, magistru Dobranu Božiču za izjemno upravljeno delo v skoraj 3-letnem mandatu. Šlo je za mandat, v katerem je bilo potrebno narediti zelo velik napor pri tem, da se je Slovenska vojska ponovno približala javnosti in seveda je bilo potrebno izpeljati tudi številne organizacijske postopke za to, da smo lahko delovali v okviru finančnih zmožnosti, ki seveda v tem obdobju niso bile ravno naklonjene sistemu obrambe. Zato je bilo zelo pomembno, da se ohrani profesionalna raven in seveda tudi visoka pripadnost pripadnikov Slovenske vojske. Zato je to dolžnost in ta postopek generalmajor magistr Dobran Božič opravil resnično zelo dobro in mu zato tudi iskreno čestitam. Ob tem je zapustil tudi izjemno močan pečat v vključevanju naših pripadnikov in naše obrambe v mednarodni prostor in sodelovanje na mednarodnih misijah je tisto, ki nam je potrdilo, da je usposobljenost naših pripadnikov vrhunska in da se lahko zanesemo na njih, tako pri operacijah v mednarodnih misijah in seveda, kolikor bi bilo potrebno, tudi pri aktivnostih doma. In prepričan sem, da bo generalmajor magistr Dobran Božič s temi bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobil, tudi uspešno upravljal svojo novo nalogo kot vojaški predstavnik Republike Slovenije na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku. Tako da še enkrat iskrene čestitke, gospod Božič. Prepričan pa sem, da tudi novi načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir dr. Andrej Osterman, prevzema to funkcijo v trenutku, ko je vojska v dobri kondiciji in na visoki profesionalni ravni. Tukaj bi rad poudaril, da je tudi brigadir Osterman soustvarjal to pot Slovenske vojske od samega njenega nastanka in prepričan sem, da bo tudi te svoje bogate izkušnje vnesel v delovanje Slovenske vojske, tako da bomo še učvrstili ugled tako pripadnikov Slovenske vojske, kot tudi sicer sistema obrambe znotraj Republike Slovenije. Tukaj bi želel še posebej izpostaviti, da bomo morali v zelo kratkem času tudi naše razvojne programe oblikovati na način, da jih okvirimo v realen okvir, v realne pogoje, ki nam jih narekujejo tudi finančne razmere v Republiki Sloveniji. In eno od mojih najpomembnejših prizadevanj bo, da bom poskušal zaustaviti trend upadanja sredstev za delovanje Ministrstva za obrambo in s tem zagotoviti seveda tudi brigadirju dr. Andreju Ostermanu možnost, da bo lahko učinkovito izvajal naloge načelnika generalštaba Slovenske vojske. In ne nazadnje želim resnično poudariti, naš obrambni sistem je odvisen od ljudi. Ljudje so tisti, ki lahko ustvarimo učinkovit sistem obrambe, tehnikov, kolikor bo potrebno, jo seveda vedno lahko poskušaš pridobiti, ljudi pa je potrebno zgraditi zato, da delujejo resnično zelo učinkovito in pripadno svoji domovini. In pri vsem tem, kot sem povedal, bom poskušal svojimi močmi delovati, da bomo zagotavljali ustrezne finančne pogoje, da to tudi dosegamo in pri tem bo seveda tudi vsa moja podpora novemu načelniku generalštaba, da te cilje tudi v prihodnosti dosegamo. Hvala. Spoštovani kolegi novinarji, na koncu mandata bi se rad zahvalil predvsem mojim sodelavcem in sodelavkam za brezpogojno sledenje ciljem Slovenske vojske. In res brez njih sigurno danes ne bi uspeli in ne bi bili tam, kjer smo. Če pa sem na kaj posebno ponosen, kot je bilo danes že poudarjeno, sem ponosen na naše mednarodno sodelovanje. Naši pripadniki in pripadnice so dokazali, da smo lahko, ne glede na resurse, enakopraven zaveznik v zavezništvu in to me še posebej veseli.
Druga zadeva, na katero smo ponosni, so številke, v katerih smo obstali. Slovenska vojska je dobra organizacija, zdrava organizacija in vesel sem, da je prevladalo spoznanje, da je struktura 7600 plus 1500 pripadnikov tista struktura, ki daje Slovencem in Slovenkam ustrezno varnost pri vsakdanjem življenju. Danes se lahko pohvalimo, da smo v regiji postali prepoznaven partner, ki je sidro stabilnosti, in tista vojska, ki daje zgled tudi ostalim vojskam v regiji. Poleg tega treba poudariti, da smo uspevamo z vzpostavitvijo šole za usmerjevalce združenega ognja in da smo tudi dobili odločitev, da bo v Sloveniji večnacionalni center za gorsko bojevanje. Še posebej sem pa ponosen na vse vaje, ki smo jih v lanskem letu imeli, kajti vaje pomenijo našo usposobljenost in predvsem pri vajah dokazujemo, da znamo deliti stroške z našimi zavezniki in zato smo tudi boljši. Posebej in zato je tudi na koncu bi pa rad se zahvalil vsem našim pripadnikom in pripadnicam, ki so sodelovali pri zaščiti in reševanju. Pokazali smo, da Slovenska vojska zna in zmore in da smo tam takrat, ko nas državljani potrebujejo. Večkrat smo zato bili kritizirani, ampak jaz mislim, da vsaka kritika je danes tista, ki nam daje naš ugled v Slovenski vojski, dokazuje, da mogoče ni bila ravno prava. In ravno vse to, naše dobro delo, naši dobri pripadniki, odlični pripadniki, je dvignilo zaupanje Slovenske vojske in poklic vojaka v 2 letih iz 17. na 3. mesto in državljani to tudi od nas pričakujejo, da bomo takšni ali še boljši naprej. Rad bi se zahvalil vsem vam novinarjem, vsem mojim kolegom iz drugih organizacij, ki so nas podpirali. Rad bi pa tudi izrekel spoštovanje, vso podporo do mojega novega načelnika in ne samo načelnika, jaz mislim, da je to moj prijatelj, kolega, s katerim smo gradila Slovensko vojsko nekaj let in Andrej, če lahko rečem, res ti želim vse najboljše, imaš mojo podporo in srečno tudi naprej, Andrej, super. Hvala lepa. Spoštovani minister, spoštovani general Božič, dovolite mi, da se najprej zahvalim seveda Vladi Republike Slovenije in tudi ministru za izkazano zaupanje. Zavedam se odgovornosti, saj sprejemam več kot 7200 pripadnikov. Ne gre samo za pripadnike, gre za tudi njihove družine. In zato bom temu posebno pozornost, kajti pripadnike in pripadnice Slovenske vojske so ključnega pomena za delovanje Slovenske vojske. Slovenska vojska izvaja številne naloge, zato je varnost pripadnikov ključnega pomena. Glede na vire, s katerimi bo razpolagala Slovenska vojska, si bom prizadeval, da bomo maksimalno pozornost posvetili nabavi tiste opreme in usposabljanje, ki zagotavlja varnost pripadnikom in pripadnicam na mednarodnih operacijah in misije. Poleg nalog, ki jih izvajamo v tujini, so še bolj pomembne naloge, ki jih izvajamo tudi doma. Večkrat je izpostavljene, to so bile naloge z področja zaščite in reševanje. Tudi na tem področju bomo dali veliko pozornost in mislim, da to je tisti del, na katerega je tudi potreben, da si lahko v določenih trenutkih, kot so pokazali izkušnje, žled, poplave, pomagamo med seboj. In še enkrat, spoštovani, ob prejemu te dolžnosti želim ministru in seveda tudi bivšemu načelniku generalštaba, da bomo še naprej ostali seveda tesni sodelavci, kar se tiče sodelovanja bivšega načelnika v generalštabu v New Yorku, ministra pa seveda želim podporo, zlasti ko bo potrebno zagotavljati finančno podporo za delovanje Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske. Vas novinarje se vam tudi zahvaljujem, kajti še naprej se bomo tudi prizadevali za delovanje in za ugled Slovenske vojske in tudi vaša pomoč pri tem je izredno pomembna. Hvala. Hvala za to vprašanje. Moram povedati, da je resnično moj cilj najprej zaustaviti trend upadanja sredstev za delovanje obrambnega sistema. Ta je bil izjemno drastičen, če lahko tako imenujem, glede na višino sredstev, ki so bila odvzeta Ministrstvu za obrambo in seveda bo končna številka znana že pri rebalansu za leto 2014, ki ga pripravljamo. Ta hip lahko povem, da sem ublažil znesek, ki je bil pričakovan strani Ministrstva za obrambo, zato da prispevamo, bi rekel, v integralni proračun še nekaj svojih sredstev. Mogoče ne bi bilo danes prav, da govorim o tej številki, preden tudi sicer se vlada s tem ne seznani, vendar
lahko potrdim, da po teh pogovorih, ki smo jih imeli, gremo v smer ohranjanja sredstev, ki so bila predvidena v letu 2014 za delovanje obrambnega sistema. Glede nadaljnjih aktivnosti, analiza za številčno sestavo pripadnikov Slovenske vojske je bila narejena v leta 2009 in to je analiza, ki je pokazala, katera je tista kritična masa pripadnikov, ki jo potrebujemo za to, da lahko učinkovito izvajamo obrambo svoje domovine. Tukaj je seveda še veliko za postoriti pri rezervi, pri rezervnem sestavu, ta pač še ni popolnoma zgrajena, tako da to bo eden od novih izzivov, ki pa ga bo potrebno slediti glede na zmožnosti, ki jih bomo imeli ravno zaradi finančnih sredstev, za katere pa resnično upam, da v prihodnosti, v naslednjih 2-3 letih vendarle pridemo na tisto raven, kot je nekako tudi že pričakovana, da lahko vse sestave tudi oblikujemo, predvsem zaradi obrambe domovine. Tako da ta smer, kot je bila sprejeta, jo želim ohraniti in upam, da bova z načelnikom pri tem uspešna.